Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Danes sem pa v medvedji družbi. Super! Ampak nekdo pa vendarle manjka. Le kje je mala deklica po imenu Maša, ki tako rada ponagaja medvedu? Maša! Najbrž se kje skriva in upam, da ne počne kakih neumnosti. Otroci, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo 3 navihanim zgodbam o Maši in medvedu, ki so izšle v zbirki Mašine dogodivščine. Ne zbujaj me do pomladi. Poletje je minilo in prišla je jesen. Listje je porumenelo. Vsi prebivalci gozda so se pridno pripravljeni na zimo in nabirali ozimnico. Mala Maša je tekla po gozdni poti in si pela. Mudilo se je k prijatelju medvedu. Na gozdni jasi je srečala ježa. Takoj, ko ga je zagledala, se je želela z njim igrati. Našla je mušnico, jo utrgala in jo nataknila na ježeve bodice. Ježu to ni bilo prav nič všeč in gobo je hitro stresel svojega hrbta. Maša je že hitela naprej in si popevala. Medved, k kateremu se je Maši tako mudilo, se je tudi pripravljal na zimo. Vsi medvedi morajo zimo namreč prespati. Da bi lahko dobro počival, se je moral naš redoljubni medved temeljito pripraviti. Na vhodna vrata je obesil deščico, na kateri je pisalo: Ne zbujaj me do pomladi. Nato je pospravil vse panje in se odpravil spat. Na široko je zazehal, se pretegnil, si pripravil blazino in se ravno hotel uleči, ko ga je spreletela grozna misel. Miši bi se lahko dokopale do njegove shrambe. Odhitel je pospraviti hrano v omaro in skrbno zaprl vratca. Z deskami je zabil še vhodna vrata, tako za vsak slučaj. Pomijel si je oči in se zadovoljno odpravil v posteljo. Na lepem je na hišnem pragu zagledal Mašo. Ta je brez težav odprla vrata, ki jih je medved ponevedoma zabil z napačne strani. Dobro si jih zaprl, je veselo zaklicala medvedu. Medved je zazehal in se odpravil nazaj v posteljo, za petami pa mu je sledila Maša. Čim se je ulegel in zadremal, se je Maša želela z njim igrati. Ni ga uspelo zdramiti, naj ga je še tako vlekla za ušesa, kaškečkala po šapah in mu odpirala veke. Le kaj naj bi Maša zdaj počela? Tavala je naokrog po hišici in naletela na shrambo, kjer so bili spravljeni panji. S palico je potrkala po njih in prebudila čebele. Te so jezno zabrenčale in priletele iz panjev. Maša je zbežala, roj čebel pa se je pognal za njo in jo preganjal po hiši. Zgrabila je metlo, da bi jih z njo odgnala, a so jo izpulile iz rok in jo našiškale. Maša je zbežala v medvedovo sobo in se skrila k njemu v posteljo, vendar so čebele zletele z njo pod odejo. Medved je zarjul in planil k višku. Čebele so se navsezadnje pomirile in odletele nazaj v shrambo. Medved pa je utrujeno odcapal nazaj v posteljo. V trenutku, ko je zaprl oči, je k njemu stopila Maša in rekla: Kdaj bo pa večerja? Medvedu ni preostalo drugega, kot da si je zavezal predpasnik in mali Maši skuhal kašo. Maša ni mogla mirno počakati na večerjo, ampak je nestrpno kukala v lonec in kradla sestavine. Medved je odprl hladilnik, ona pa je takoj skočila van. Ko je v hladilniku zaropotalo, ga je medved odprl in iz njega potegnil Mašo, ki je visela z verige klobasic. Nejevoljno jo je odložil na tla. Maša je odivjala naprej in se na glavo poveznila lonec. Brž ko je medved le za trenutek obrnil hrbet, je spet kaj ušpičila. Ko
Ko se je vendarle lahko posvetil kuhanju, je pred Mašo postavil krožnik in žlico. Maša je z njo tolkla po mizi in kričala: "Kašo, kašo!" Trenutek kasneje je bila kaša nared. Toda Maša je medtem zaspala za mizo. Medved je deklico odnesel v svojo posteljo in jo pokril s toplo odejo. Bilo je že pozno ponoči in medved se je zazrl skozi okno. Zagledal je volka, ki je sedel na bližnjem griču, vrgal glavo v znak in zatulil v luno. Bil je čisto sam in lačen. Dobri medved je vzel lonec s kašo in se mu pridružil. Tako sta obsedela na hribu in malicala odlično kašo, ki jo je medved skuhal za Mašo. Zadrži dih. Na topel poletni dan je medved plel gredico z jagodami, ko je našel čudovito jagodo velikanko. Odtrgal jo je in je že hotel pojesti, ko je na njej našel gosenico. Tudi ta je želela zagrizniti v jagodo, a jo je medved frcnil stran. Mimo se je ravno takrat sprehodila lepa medvedka in gosenica je priletela naravnost na smrček. Medvedka je zakričala in mahala s svojim dežničkom. Medved je tekel k njej in ji umaknil gosenico. Zelo mu je bilo nerodno, zato je medvedki v opravičilo ponudil svojo jagodo. Zavrnila jo je, medved pa jo je povabil na čaj. Medvedka tudi tokrat ni privolila in je odšla. Medved je zavzdihnil in se odločil, da bo jagodo pač pojedel sam. Tedaj pa je zazvonil njegov mobilni telefon. Dobil je sporočilo. Medvedka mu je napisala, da bi vseeno prišla na čaj ob 6. Medved se je razveselil, da ni bila jezna nanj. Veselo je zakorakal v hišo, tam pa ga je pričakal grozen nered. Hitro se je lotil pospravljanja. Omaknil je stvari na svoje mesto, pomil in pospravil posodo. S čim pa ji bo postregel? Spekel ji bo pito. Medtem, ko je bila pita v pečici, je na mizo pripravil skodelice in vrč. Pita je bila spečena in medved jo je okrasil z malinami, na sredo pa je postavil jagodo velikanko. Vrata so se na široko odprla in v sobo je pritekla Maša. "Joj mene, kako dolgo že nisem jedla jagod!" je vzkliknila in segla po jagodi. Medved je Pito umaknil z mize. Jezen je Mašo poslal ven. Deklica je namrščila obrazek, zatresle so se ji ustnice, še malo pa bi zajokala. Medved se je omehčal in ji ponudil jagodo. Prav, no, že grem, je rekla Maša z jagodo v rokah, kar celo je stlačila v usta in pogoltnila. Zadovoljno se je nasmehnila, se pripravila, da bo skočila s stola na tla, ko se je naenkrat začela kolcati. Kaj pa je zdaj to? Se je čudila Maša. Medved je odprl svojo zdravstveno enciklopedijo na strani z navodili, kako ustaviti kolcanje. Prva točka je svetovala, naj zadrži dih. Medved ji je pokazal, kako naj globoko vzdihne, počaka in nato izdihne. A zadrži naj dih? Ga je Maša hitro razumela. Vdihnila je, dolgo držala dih in izdihnila. Je že mimo? Nič ni pomagalo. Medved si je ogledal drugo točko. Napihne naj balon. Ni pomagalo. Nato je Maša spila veliko vode. In tudi to ni pomagalo. Zadnji nasvet v enciklopediji pa je bil nenavaden. Tistega, ki se mu kolca, je treba prestrašiti. Medved je šel poiskat zajca, veverico in ježa, a jim Maše ni uspelo prestrašiti. Namesto tega se je od strahu začelo kolcati še njim. Le kaj naj zdaj naredijo? Medved se je usedel na kolo in odbrzel k volkoma, jo zgrabil pod roko in pripeljal domov, ter jima tam razložil težavo. Volkova sta planjala v sobo. Spet se je vsem kolcalo. Medved je pogledal na uro. Še malo pa bo prišla na obisk gostja in medved je kolcnil še sam.
In zdaj se še tebi kolca, je žalostno rekla Maša. Medved je zadržal sapo. Prav nič ni pomagalo. Zgrabil je termofor in ga napihnil tako zelo, da je počil. Bum! Na pragu pa je že stala lepa medvedka. Pok pa jo je tako prestrašil, da je padla v znak. In še dobro, da jo je medved ujel. Medved jo je povabil naprej in presedla sta za mizo, kjer se je prestrašeni medvedki prav tako začelo kolcati. Vsi so sedeli in družno kolcali. Maša se je odločila nasvete iz enciklopedije preizkusiti na gostih. Zlezla je na stol in začela dajati navodila. Najprej so vsi držali dih in nato enkrat izdihnili. Juhej! Zajčku, veverici in ježu se je nehalo kolcati. Poslovili so se in odšli. Preostalim je Maša razdelila balone. Napihnili so jih in obema volkoma se je nehalo kolcati. Ozdravljena sta se tako vrnila domov. Medved in medvedka sta spila čaj in tudi ona dva sta imela srečo. Rešena kolcanja sta se odpravila na sprehod. Le Maši ni prav nič pomagalo. Kolcala je in kolcala. Kaj je narobe z menoj? Se je žalostno spraševala. Zamislila se je, ma ni morda prehitro pojedla tiste velike jagode? Pa me fotografiraj. Lepega poletnega dne je medved opral in obesil Mašine oblekice. Sonce jih je hitro posušilo in medved jih je snemal z vrvi. Ko je opazil, da je skozi luknjo na eni izmed njih priletel metulj. Na dvorišče je pritekla Maša in ko je medved vprašal, zakaj je oblekica strgana, je Maša zavzdihnila in tiho odvrnila. Igrala sem se. Medved je pokazal na drugo obleko, prav tako razcefrano. Igrala, je rekla Maša. Medved je snel obleke in nejevoljno odkorakal v hišo. Pripravil si je niti in igle, a mu nikakor ni uspelo vdeti nič skozi šivankino uho. Spomnil se je, da si je pozabil nadeti očala. Strogo je pogledal Mašo. Za vse to, je rekla Maša in pokazala na obleke, sem kriva jaz. Ampak tega, in pokazala na prazen etui za očala, pa nisem izgubila. Medved je stopil v komari in začel odpirati predal za predalom. Le kje so očala? Začel je brskati po ropotarnici, Maša pa se je zapodila nazaj komari. Kakšna krasna stvarca, je vzkliknila in iz omare potegnila starinski fotoaparat. Ogledala si ga je. Na vrhu je bila pritrjena velika luč, podobna krožničku. Čemu pa služi tale gumb? Maša ga je pritisnila, objektiv se je premaknil in luč se je močno zabliskala, saj se tudi reče bliskavica. In naslednji trenutek je iz vrha fotoaparata prilezla slika. Mašin frufru je stal po konci in malo je zaškilila zaradi močne svetlobe. Ampak fotografija je bila vseeno všeč. Kako sem fotogenična, si je rekla. Le kam naj to obesim? Že je našla pravo mesto, naravnost nad kaminom. Krasno, je rekla. V roke je vzela fotoaparat, se ozrla po sobi in na pamet je padla odlična zamisel. Tudi medveda moram fotografirati, je vzkliknila in odšla v ropotarnico. Hura! Medved je medtem našel očala, si jih nadel na nos in se odpravil nazaj proti dnevni sobi. Medved, nasmej se! In se je zabliskalo, močna svetloba ga je čisto zaslepila. Tako ga je presenetila, da je kar padel. Fotografija je uspela. Na njej je bil prestrašeni medved, ki se je skrival za lastnimi šapami. Medved je zarju. In Maša je vedela, da mu mora čim hitreje s poti. Morda bi lahko naredila še nekaj zunanjih posnetkov, si je rekla in s fotoaparatom v rokah odšla na dvorišče. Na gredicah je zajec rabutal korenje. Zajček, nasmej se! Se je zasmejala Maša in pritisnila na sprožilec. Zajec je prestrašeno stekel stran, Maša pa se je podala za njim. Fotografijo imam zate! Je kričala in ga želela ustaviti. Tekla je vse dlje in dlje.
Veverica je sedela v drevesni krošnji, zajec pa na veji poleg nje in se tresel od strahu. Le kako mu je uspelo splezati tja gor? Kam ste vsi šli? Nasmehnite se! Je spet vzkliknila Maša in fotografirala. Bliskavica je spet zaslepila vse naokrog. Veverica in zajec sta padla iz krošnje. Maša jima je pustila fotografijo in stekla naprej. Aha, volkova sedita ob svojem avtomobilu. Fanta, nasmehnite se, je rekla Maša, volkova pa sta otrpnila od bliska. Maša jima je dala fotografijo in kričala: Nasmehni se! Ter tekla naprej. Zdaj je poslikala že vse v gozdu, zato se je vrnila nazaj k medvedu domov. Zagledala je panj na dvorišču. Fotoaparat je prislonila k reži in močna bliskavica je zaslepila čebele. Jezno so vzrojile iz spanja in Maši vzele fotoaparat ter jo začela loviti. Ena izmed njih je pritiskala na sprožilec fotoaparata in slikala bežečo deklico. Medved je medtem skrbno zašil vse luknje na Mašinih oblekicah. Zadovoljen je bil s svojim delom, saj so bile videti kot nove. Vrata so se odprla in Maša je planila v sobo. Medved jo je zagledal in obupno zaječal. S šapo je pokazal na njeno umazano in raztrgano obleko. Igrala sem se, je rekla Maša s sklonjeno glavo. Na dvorišču so v panju čebele priredile projekcijo slik kot v kinu. Povabile so še volkova, veverico in zajca, na steni panja pa so se prikazovale vse smešne posnetke Maše, ko je bežala pred rojem čebel. Vsi gozdni prebivalci so se lahko nasmejali, ko so videli, da je bila poredna Maša, enkrat za spremembo, tista, ki je bežala. Ja, tale Maša je pa res nagajiva deklica. Precej nagajiva. Se mi zdi, da pogosto kratišče medvedovo pozornost, ampak verjamem, da ima Maša prijatelje medveda kljub temu zelo rada. Namreč prijazni medved je skrben in je vedno znova priskoči na pomoč ter na koncu razreši vse njene težave. Otroci, prisluhnite še kakšni izmed 100 pravljic, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček prav vsem! Čau, čau!